Jaz bom pa danes naše rezultate, bi rekel, kar dosti svežih poskusov, ki smo jih upravljali v nekem CRP projektu, in sicer kako lahko s takim, bi rekel, premišljenim skladiščenjem tudi zagotovimo neke vrste post-harvest nadzor škodljivcev, se pravi zatiranje plodov-vinske mušice po obiranju. In bom mogoče malo nenavadno začel kar z zahvalo. Najprej bi se rad zahvalil sodelavkam Niki Weber pa Špeli Modec, pa tebi Primož, ki mi skupaj smo tele poskuse naredili, in pa seveda financerjema, Ministrstvo za kmetijstvo pa Agenciji za raziskovalno dejavnost za financiranje tega CRP projekta obvladovanje plodov vinske mušice z metodami z nizkim tveganjem. Zdaj, v samem CRP je bilo več inštitucij je sodelovalo, samo te poskuse konkretno je pač naša mala skupinica opravila. Pa bomo na začetku čisto na kratko malo si osvežili znanje o plodovi vinski mušici. Še to, jaz dostikrat v tem predavanju imam pač napisano, ali pa bom tudi mogoče rekel, kar PVM, to je kratica za plodovo vinsko mušico za Drosophila Suzuki. Zdaj, ta mušica izvira iz jugovzhodne Azije, čeprav je bila prvič opisana na Japonskem leta 1931, jo je Matsumura opisal, domnevajo, da je pač iz celinske Kitajske izvira, iz nekih goratih predelov. In leta 2008 je začela nekako tako to svojo svetovno invazijo, svetovni pohod, ko je osvojila in ameriški kontinent in Evropo, se pravi, takrat se je odkrili v Kaliforniji, po Španiji, po Italiji. No, in že nekaj let kasneje, leta 2010, smo jo potrdili v Sloveniji. Zdaj, zakaj pa je tako uspešen, bi rekel, invazivni insekt, zakaj je tako uspešna plodova vinska mušica pri svoji invaziji svetovni? V veliki meri gre to pripisati tejle nazobčani leglici, ki vidite na zgornji sliki. To je res taka mala žagica, s katero ta mušica, samice te mušice dejansko delajo luknje v sveže, v nezrele, v nenapadene, v nepoškodovane plodove in tja odlegajo jajčeca. In pač so zelo polifagne, lahko ta jajčeca odlegajo v razne koščičarje, jagodičeje, grozdje, tudi celo hruške pa radižnik. Zdaj, mušica je izredno mobilna, bodi si zato, ker je dober letalec, bodi pa zato, ker se lahko z napadenim sadjem okoli prenaša na dolge razdalje. Ima velik reprodukcijski potencial, po nekih EPO ocenah ima lahko v zelo ugodnih regijah tudi do 15 generacij letno. Zdaj, za Slovenijo so nekako te ocene maksimalno 10 generacij, ampak to so enormne števile žuželk, lahko nastanejo iz ene same samice oplojene. Samica je izrit polifag in kot že omenjeno, tele s svojim luknjanjem še zorečih, nenapadenih plodov lahko pač tudi pride do teh sekundarnih okužb. In kot omenjeno je, izvira iz nekih goratih predelov jugovzhodne Azije, zato seveda tudi prenaša širok razpon temperatur. Ampak iz znanstvene literature je pa znano, da vseeno lahko vplivamo močno zlasti na jajčeca pa mlade ličinke z močnim ohlajanjem, se pravi tam pri temperaturah malo nad ničlo. In tudi kasnejše larvalne stadije, se pravi žerke stadije stopnje L3, plodova vinska mušica ima 3 larvalne stadije, pač L1, L2, L3, potem se zabobi in dobimo odraslo mušico spet. No in tudi kasnejše larvalne stadije se da recimo precej potolčiti z močnim ohlajevanjem. Če pa to drastično znižamo celo na 0 stopinj, se pa lahko čist uniči plodovo vinsko mušico. Zdaj, poleg ohlajanja je znano tudi, da poleg ohlajanja je en možen ukrep tekom skladiščenja tudi zaplinjanje, se pravi uporaba nekih umetnih atmosfer. Zdaj, uporaba metilbromida, čeprav je to zelo učinkovito, nekako ni zaželena, ker je ta
ta snov ekotoksikološka zelo sporna in je več ali manj prepovedana v večini držav. Deluje pa super, ne. No, tudi dušikov monoksid, že 1% koncentracija popolno uniči žerk L2 pa L3, hkrati pa tudi vpliva na jajčeca in neonatih oziroma mladih ličink. Prav tako etilformat negativno deluje na plodovinsko mišico in sicer največ na odrasle mušice in najmanj na jajčeca. Ampak kaj pa recimo, nas je pa zanimalo, kaj pa se dogaja, kako lahko mi optimiziramo neko vrste normalno skladiščenje. Se pravi, znano je, da določene jagodiče se skladišči tudi pri koncentracijah CO2 tam nekje do 10%, se pravi, in z ohlajanjem sočasnim. Kaj lahko mi tukaj optimiziramo? Torej, to nekako je bil naš cilj raziskave, se pravi, ali lahko s posebnimi pogoji skladiščenja uničimo ličinke PVM, ki so že prisotne v sadju. Se pravi, ločeno smo želeli preizkušati samo, kako CO2 vpliva na preživetje plodovinske mušice v napadenem sadju in tudi ločeno, kako zmerno ohlajanje vpliva na preživetje plodovinske mušice. Zmerno tukaj sem prav dodal zato, ker bi rekel, nimamo neke profesionalne hladilnice na Kmetijskem inštitutu, tako da naše temperature so se gibale tam nekje med 4 pa 5 stopinjami. No, zanimalo nas je pa tudi, ali obstajajo interakcije med tema dvema dejavnikoma, se pravi, kako se ali vpliv CO2 ojača z ohlajevanjem ali zmanjša. No, in potem pa smo še želeli preučiti, koliko je najkrajši čas, ko moramo zaplinjati z CO2, da še dobimo močen učinek zatiranja plodovinske mišice in to pred ohlajevanjem. Nekako, če strnem, cilj naloge nam je bil nekako razviti protokol za razkuževanje v narekovajih s plodovinsko mišico okuženega sadja. In s tem namenom smo dizajnirali 2 sklopa poskusov. V prvem sklopu smo proučevali različne čase ohlajevanja in različne koncentracije CO2 na ameriških borovnicah, malinah pa češnjah, ki smo jih poprej mi umetno okužili oziroma napadli z plodovinsko mušico. Nekako domnevali smo, da bo največ mušic se razvilo v temle obravnavanju, se pravi, ki ni bil ohlajevan, ki ni bil zaplinjen z povišanimi koncentracijami CO2 in da bomo najmanj mušic dobili v temle obravnavanju, se pravi, ko smo napadeno sadje zaplinjali v 100% CO2 in potem še 3 dni ohlajevali. Tukaj moram izpostaviti, da smo za 24 ur inkubirali v CO2, no pa še razen pri kontrolnih obravnavanjih, kjer nismo zaplinjali. In to zaplinjanje je potekalo sočasno z ohlajevanjem. No, dizajnirali smo pa še drug sklop poskusov, kjer smo samo na primeru ameriških borovnic testirali zaplinjanje z 100% CO2. In sicer od 0 do 1 do 8 ur smo zaplinjali v atmosferi 100% CO2 in to preden smo ameriške borovnice dali na ohlajevanje. In tukaj vidite 2 sklopa tretmajev smo postavili, se pravi, kontrolni sklop je bil pač neohlajevan, tukaj smo proučevali samo vpliv zaplinjanja, potem pa še drug sklop obravnavan, ki je bil pa po zaplinjanju v 100% CO2 še en teden ohlajevan, kot nekako simulacija nekega potencialnega normalnega skladiščenja. Pa si nakratko pogledamo, kako smo to naredili. Ne vem, če se na vaši zaslonih vidi, tukaj je ogromno črnih pikic, to so odrasli osebki plodovinske mušice. Mi smo si umetno vzgojili visoko populacijo odraslih PVM, obeh spolov. V ta insektarij smo dali potem preizkuševano sadje, da so oplojene samičke odlagale v sadje jajčeca.
na kar smo to napadeno sadje razdelili takole po takih posodicah, po 5 replikatov na eno obravnavanje, in sicer na primeru češenj pa borovnic je šlo 15 plodov v eno posodico, za maline pa 6 plodov, kar je znašalo približno 30 gramov malin na posamezen replikat. Takole smo tole napadeno sadje zvakuumirali, zatesnili, noter vnesli našo umetno atmosfero, se pravi CO2, tudi preverili, koliko ga je zares noter, in končni produkt teh začetnih faz poskusa so bili takele balončki z napadenim sadjem in umetno atmosfero. No, na kar smo tele naše balončke dali na skladiščenje, se pravi v tem primeru hladilnica, ki je držala temperaturo približno med 4 pa 5 stopinjami. No, in po skladiščenju, se pravi, če se spomnite, v prvem sklopu poskusu od 1 do 3 dneh smo ohlajevali, v drugem sklopu poskusu smo pa en teden ohlajevali, en set tretmajev. No, po tem skladiščenju smo pa tele posodice s sadjem prenesli v rastno komoro pri 22 stopinjah za 14 dni, zato da so se nam razvile ven odrasle plodove vinske mušice, katerih ličinke so preživele te postopke. No, ne vem, če se dobro vidi, češnje so kar slabe, takole malo gnile, malo plesnive, maline so bile čist fuč, borovnice pa so boljše preživele te postopke. No, in po 14 dnevih pa nas je čakalo štetje. In v določenih postopkih je bilo kar veliko dela s štetjem, recimo to je primer malin, ki so bile praktično popolnoma požrte, in tukaj smo na en lonček na 6 plodov malin tudi do 250 mušic našteli. Tako da smo imeli res dobro začetno umetno vzgojeno populacijo plodov vinske mušice. Pa si kar pogledamo rezultate. Tlele pred vami so 3 grafi, ker smo pač prvi sklop poskusov naredili na 3 sadnih vrstah, na češnjah, borovnicah pa malinah. Povsod na 3 grafih imate na Y osi število mušic, ki se je razvilo v posameznem lončku, na X osi pa čas ohlajanja. Takoj vam v oči verjetno pade tale številka na Y oseh. Vidimo, da so maline močno, bi rekel, bolj primerne za razvoj plodov vinske mušice. Zdaj, zakaj je temu tako, ne vemo, ampak pač taki so rezultati. No, pa če si pogledamo vpliv posameznih dejavnikov na preživetje plodov vinske mušice. Vidimo, da tak trend v desno je pri vseh poskusih, da pada število plodov vinske mušice. To je pa pač na račun ohlajevanja. Se pravi, če pogledamo samo, pozabil sem povedati, se pravi, bel, svetlo siv pa temno siv, ta barva stolpičev pa označuje koncentracijo CO2, ki je bila uporabljena v poskusih. No, samo vpliv temperature bomo videli na teh tabelih stolpičih. Poglejte, na primeru borovnic, recimo iz nekako 17 mušic, povprečno na lonček, nam trodnevno ohlajanje pri 4 stopinjah približno rezultira v 3 mušicah na lonček. Pri češnjah gre približno iz 22 na 10, pri malinah pa iz 170 na 120. Se pravi, že samo ohlajevanje ima nek vpliv na preživetje plodov vinskih mušic v napadenem sadju. Kaj pa CO2? To si pa pogledamo samo ta prve 3 stolpiče na posameznih grafih. Se pravi, brez CO2-ja, oziroma z normalnim atmosferskim CO2-jem približno 0,4% koncentracija, brez umetnega dodanega CO2 približno 22 mušic, rahel upad pa 10% CO2 in močan upad, tam skoraj na nič, 1 mušica na lonček, recimo en črviv plod od 20 pri 100% CO2. In spomnite se, tukaj smo 24 ur zaplinjali v CO2.
Pri borovnicah podobno, zelo, zelo močan upad na račun 14-urnega zaplinjanja v CO2. Pri malinah tudi močan, značilen upad, ampak še vedno samo zaplinjanje, čeprav 24-urno, vseeno nas pusti z približno 50 mušicami na 6 malin, kar je kar močna infestacija. Zdaj pa, če pa ta poskus je bil faktorsko narejen, tako da vidimo, da se tretmaja seštevata po določenem času. Če pogledamo sam na koncu, se pravi, recimo najboljši tretma, sočasno zaplinjanje v 100% CO2 in ohlajevanju pa praktično reši problem tudi pri malinah. Tukaj vidimo, da smo iz 170 mušic prišli na približno, 7 mušic v končni fazi. Se pravi, sklopitev obeh dejavnikov CO2 ob hkratnem ohlajevanju deluje boljš kakor samo ohlajanje in boljš kakor samo zaplinjanje. Je pa neka zanimiva interakcija tukaj, če vidite, če pogledamo ta temno-siv graf, kako ob sočasnem zaplinjanju in ohlajevanju naraste število mušic pri vseh sadnih vrstah. Domnevamo, da gre tukaj za neko vrsto dormance, za neko znižanje metabolizma žerk plodovinske mušice, ki je prisotna v sadju, in potem vpliv CO2, se pravi tega zaplinjanja, ne pride do izraza. Sam za občutek, kaj pomeni, recimo, če tako sadje tretiramo, če ga razkužimo, imamo eno slikco tega obravnavanja, se pravi, borovnice, ki so bile zaplinjane za 2 dni, za en dan zaplinjane in 2 dni ohlajevane, kaj to pomeni za njih, kakšne so. Dosti dobre so, Tukaj morate imeti v mislih, da te borovnice smo nabrali na polju, na Brdu pri Lukovici, jih 2 dni okuževali z umetno populacijo plodovinske mušice, jih zaplinili, 2 dni ohlajevali, na kar so bile še 14 dni pri 22 stopinjah, da smo prišli dejansko do bub in mušic. In še kljub temu so praktično za jesti v redu. Sicer bi bil vsak plod črviv, kot smo videli v kontrolah. No, ampak kot omenjeno, videli smo tisto zanimivo interakcijo, kako hlajenje nekako negativno vpliva na zaplinjanje. Zato smo v drugem sklopu poskusov ta 2 dejavnika razklopili. Se pravi, najprej smo zaplinjali v 100% CO2 za 0,1,3,5,8 ur, na to smo dali pa šele ohlajevati s plodovinsko mušico napadene borovnice. In kot prej, število mušic čez zaplinjanja, ta beli stolpiči so v bistvu neke vrste kontrolni stolpiči, kjer se vidi samo vpliv zaplinjanja, ker te postopki niso bili ohlajevani. No, vidimo, da 8 ur v 100% CO2 močno zmanjša število preživelih mušic, nekaj iz 41 pridemo na 10, se pravi, ohlajevanje samo že malo, zaplinjanje samo v 100% CO2 že močno vpliva na mušice. S temi sivimi grafi so pa označeni grafi, kjer smo pa po zaplinjenju še ohlajevali za en teden, nekako smo simulirali kot neke normalne pogoje skladiščenja. Se pravi, tukaj lahko pogledamo, kaj je samo vpliv ohlajevanja povzročil, močan upad iz 40 na približno 10, podobno kot samo zaplinjanje. Če pa dejavnika združimo, se pravi, najprej zaplinjamo napram recimo 3, 5, 8 ur v 100% CO2, na kar damo za en teden tako sadje v hladilnico, pa res praktično vse žerke plodovinske mušice uničimo. Se pravi, nekako tako bi lahko gledali kot nek potencialen režim skladiščenja, da bi najprej pri ambientalni temperaturi zaplinjali v 100% CO2, na kar bi ta plin ven izpihali in dali sadje, tako tretirano sadje v hladilnico. Iz interneta smo par takih slik dobili, tako bi lahko to potekalo v realnosti.
da bi spodaj se dovajali CO2 in ko bi prišel do gor, ker je pač težje od zraka, bi zadevo zaprli, pustili za 3 ure pri sobni temperaturi, nakar bi plin izpihali ven in dali sadje na dolgoročno skladiščenje v hladilnico. No, kaj smo pa tudi še odkrili, kot ste videli pri rezultatih prvega sklopa poskusov, da so maline neverjetno bolj, bi rekel, primerne za razvoj plodove vinske mušice. Kar približno skoraj 30 mušic se je na eno malino razvilo v kontrolnih pogojih, medtem kot zgolj od 1 do 3 mušice na eno borovnico, ali pa še manj kot, ali pa približno 1,5 na eno češnjo. Če preračunamo na gram sadja, bi se približno ena mušica razvila iz 10 gramov češenj, ali pa pač med 0,7 pa 1,4 mušice na gram borovnic, medtem ko je ta številka kar približno 6 mušic na gram malin. Tako da zakaj je to tako, ta hip ne bi vedel, morbiti so kakšne sadne kisline, ki zavirajo razvoj plodove vinske mušice v primeru češenj. To se moramo še malo poglobiti, zakaj je tako. Smo pri koncu in še par sklepov bi rad povedal. Skratka, upam, da sem uspel pokazati, da inkubacija sadja že samo v umetni atmosferi s povišano koncentracijo CO2 uniči veliko žerk plodove vinske mušice, hkrati tudi ohlajanje samo močno vpliva na preživetje plodove vinske mušice. Samo oba dejavnika sama zase ne delujeta dovolj. Skratka, če pa sklopimo dejavnika, se pravi v smislu kombinacije 3-urne inkubacije v 100% CO2 pri ambientalni temperaturi, nato pa skladiščenje v hladilnici pri 4 stopinjah ali pa še manj, potencialno razkuži tako napadene sadje, se pravi uniči vse žerke plodove vinske mušice v takem sadju. Zdaj, tukaj bi se dal še marsikaj optimizirati, naprimer, kakšna profesionalna hladilnica, ki bi držala sadje pri 1 stopinji, domnevam, da bi še boljše rezultate dala. Pa recimo ta protokol bi bilo fino tudi preizkusiti na drugih sadnih vrstah, ne, zaenkrat imamo postavljenega za ameriške borovnice. Tako da, hvala lepa za vašo pozornost.